Lepo pozdravljeni. Septembra bodo v Brežicah v bližini avtobusne postaje začeli izgradnjo 92 novih stanovanj. Dela bodo potekala 15 mesecev. Vrednost investicije pa je 13 milijonov evrov. Tako sta brežiški župan in direktor družbe Nik Investicije položila temeljni kamen za gradnjo novih stanovanj. Vsa stanovanja bodo ogrevana za toplotno črpalko. Ravno tako v vseh stanovanjih bo izvedeno talno ogrevanje. Vse bomo prezračevali z lokalno rekuperacijo. Tudi bo narejena priprava za hlajenje. Z gradnjo novega objekta bodo začeli v septembru, po terminskem načrtu pa bi trajala do konca leta 2023. Naši projektanti so Sava Projekt, gradbinec podjetje Saramati. Za prodajo bo pa skrbela agencija Realia. Vrednost investicije so ocenili na 13 milijonov evrov. Po Simoničevih besedah jo bodo izpeljali z lastnimi sredstvi in s pomočjo bank. Avansi bo potrebni 10%. Vrednosti, ja. Koliko pa bo kvadratni meter? Poprečno 2200 plus DDV. Po besedah brežiškega župana Ivana Molana se v občini kažejo potrebe po dodatnih stanovanjih. Tu je bilo sprejeto že leta 2008, praktično podroben prostorski načrt. Takrat je bilo podjetje Begrad, ki pa potem seveda zaradi gospodarske krize ni šlo v realizacijo. Danes me pa veseli, da je podjetje Nix se odločilo, da bo odkupila to parcelo in začela graditi. Naj pa povem, da občina Brežice sprejema še en dodatni prostorski podroben načrt in pa eden je že sprejet, kar pomeni seveda, da bi v naslednjih letih lahko se v naši občini zgradilo nekje okoli 300 stanovanj. Kot dodaja Molan, v prihodnjih letih namerava tudi občina Brežice povečati fond svojih stanovanj. Po lanski dragi ogrevalni sezoni bo letos sledila še dražja, ne glede na to, kateri energent uporabljamo za ogrevanje. Da bi omilila energetsko draginjo, se politika v zadnjem času posveča blažitvi cen električne energije in zemeljskega plina. Kaj to pomeni za stanovalce v večstanovanjskih stavbah, ki so tako, kar zadeva vira energenta kot njegove dobave, odvisni od upravnikov? Rudar Senovo je upravnik več skupnih kotlovnic na območju mestne občine Krško. Pogodba o dobavi zemeljskega plina se jim je iztekla s 30. junijem. Kljub večkratnim pozivom jim nove dlje časa ni uspelo pridobiti, bili so tik pred tem, da jih izklopijo iz plinskega omrežja. 2 dni pred iztekom roka pa so vendarle uspeli priti do ponudbe. Gre za ponudbo, ki vključuje gospodinjski odjem za vse skupne kotlovnice. Na tak način imamo zdaj za naslednje 2 leti zagotovljen odjem zemeljskega plina po gospodinjskih cenah. Nekaj več negotovosti je v brežiški občini, saj v tamkajšnjem Dom Timu nove pogodbe še niso podpisali, a zatrjujejo, da oskrba kljub temu poteka nemoteno. Smo pa v tem času sklenili aneks k pogodbi za dobavo zemeljskega plina za 3-mesečno obdobje z dobaviteljem, katerega veljavnost pogodba do 30.6. To smo pogodbo podaljšali do 30.9. Zato, ker imamo v določenih stavbah, med drugim tudi to stavbo, pri katero smo, imamo tudi pripravo sanitarne vode. Gospodinjske cene se sicer gibljajo skladno s ceniki ponudnikov. Naša trenutna konkretna cena je 41 evrov, ki se bo z 1. septembrom, vse tako so napovedane, dvignila na omejeno, se pravi na ceno, ki je omejena strani države in bo taka po vsej verjetnosti do konca kurilne sezone. Ta zamejena cena vlade Republike Slovenije je sicer dobrodošla, na te razmere, kakršne so. Konec koncev moramo razumeti, da je danes zamejena cena 73 evrov za gospodinjstva, megavatna ura, da je trenutno na borzi, na trgu se giblje okoli 300 evrov in da lanska cena po lanskem razpisu 31. V Brežicah imajo za prihajajočo kurilno sezono zato za vsak primer pripravljen rezervni scenarij. Aktivirali smo vse kotlovnice, po večini vse večje imamo možnost tudi kurjenja na kurilno olje. V 14 dnevih lahko pride tudi do tega, da bo kurilno olje postalo ugodnejši energent od zemeljskega plina. Letos so se sicer podražili vsi energenti. Najprej električna energija, potem zemeljski plin, kurilno olje in tudi drva in peleti. Posledica je to seveda prekinjene določene dobavne oziroma transportne poti, mogoče tudi posledica neznanih okoliščin, kaj se bo dogajalo na rusko-ukrajinski meji, tako da vse to potem nekako daje strah ljudeh, da potem mogoče kupujejo preveč na zalogo ali pa potem seveda vplivajo na samo ceno.
Kakšne cene lahko pričakujemo v prihodnjih mesecih, je zaenkrat težko napovedovati, a kot ocenjujejo na Fakulteti za energetiko, bodo te letos še rasle. Kratkoročne napovedi kažejo, da še bodo cene rasle, predvsem seveda zdaj v tem zimskih mesecih. Nekoliko stabiliziranje cen lahko pričakujemo potem mogoče v drugi polovici naslednjega leta. Sredi julija so končali z obnovo ceste med Velikim Podlogom in naseljem Jevše v mestni občini Krško. V ponedeljek pa so jo tudi uradno odprli in predali namenu. Takole so se po obnovljeni cesti s kolesi zapeljali najmlajši in jo tako tudi uradno odprli. Kot je izpostavila predsednica tamkajšnje krajevne skupnosti, je odsek med Velikim Podlogom in Jevšami zdaj predvsem varna pot za vse udeležence v prometu. Šoferje, kot tudi pešce, kolesarje in ne nazadnje rolkarje ali pa še kaj drugega. Tako da smo veseli, da se je ta projekt končal in se že veselimo naslednjih projektov. Sam projekt, o katerem danes govorimo, je vreden nekje okrog slabih 200 tisoč evrov. Kar v celotni strukturi projektov v tej krajevni skupnosti ni ravno veliko, je pa pridobitev precej pomembna za same krajane, kajti na ta način rešujemo tudi varno pot za šolarje in vse ostalo, kar to s sabo prinaša. Skratka, lepši, varnejši in ugodnejši promet skozi vas. Krški župan je ob tem dodal, da so v krajevni skupnosti Veliki Podlog v zadnjem obdobju posvetili veliko časa in denarja za ureditev komunalne infrastrukture ter ob tem napovedal naložbe, ki so še v načrtu. Seveda nas čaka še kar precej teh zadev, in sicer proti severu v smeri Držeče vasi in proti jugu v smeri Mraševega. Skratka, ko bodo narejene še te naloge, potem bo nekako krajevna skupnost v celoti urejena. Do sedaj smo za te projekte porabili že krepko preko 10 milijonov evrov. Seveda, če štejem zraven še osnovno šolo, pa tega denarja še nekaj več. Do sedaj so za omenjene infrastrukturne projekte v krajevni skupnosti Veliki Podlog porabili že dobrih 10 milijonov evrov, še dodaja krški župan. Na gradu Reichenburg so predstavili mesec okusov Posavja, ki se je v četrtek pričel z dogodkom Best Wines of Posavje. Nadaljeval pa se bo vse do konca septembra. Tako da se bo letos zvrstilo 10 dogodkov, od tega nekaj vinskih v vinskih kleteh, nekaj gastronomskih in pa nazaj se vrača naš ulični festival Okusi Posavja po 2 letih, kjer se bojo predstavili ravno tako ponudniki iz cele regije Posavje z skupino Manuš. Zelo nam je bilo všeč, ker smo tu spoznali, da je dober veter v jadra, ker so obe strani izredno zainteresirane, tako na eni strani ponudniki, proizvajalci hrane, vinogradniki, kot na drugi strani Center za podjetništvo in turizem Krško. In moram reči, da se malokrat te stvari poklopijo. Predvsem si želimo, kajti mi smo butična destinacija, nismo za številni masovni turizem in to je tudi naša prednost, kajti pri nas turist še vedno lahko začuti ta mir in seveda odlično hrano, kajti naša regija je res bogata, pestra s kmetijsko pridelavo in mi dejansko vse surovine, ki jih potem imamo na krožniku, pridelamo sami doma. Fakulteta za energetiko je v sodelovanju z Gen Energijo že 5. leto zapored pripravila poletni tabor energetike. 7 udeležencev se je lotilo izziva načrtovanja, modeliranja, izdelave in programiranja modela sončnega sledilnika. Svoje izdelke z enotedenskega tabora so predstavili na zaključni prireditvi. To je model sončnega sledilnika, ki so ga izdelali mladi udeleženci letošnjega poletnega tabora energetike in jih ponosno predstavili zbranim na zaključni prireditvi. Če pogledamo tle z lučko, potem sledi luči in dobi maksimalno, kar se da sončne energije. Ja. Naloga tega sledilnika je, da lovi maksimalno sončno svetlobo, da je skozi sonce prav pod kotom 90 stopinj obrnjeno na to ploščo, da prejemamo maksimalno količino sončne svetlobe. Poletni tabor energetike, ki je izrazito praktično naravnan, je trajal en teden. V začetku tedna smo začeli z modeliranjem in tem 3D tiskanjem, da smo prvo vse skupaj sestavili. Potem pa naslednje dni smo se lotili spajkanja in povezovanja teh kablov, tu so s tem mikročipi in vsemi temi senzorji, ko so na tem. V naslednjih dneh smo to vse že sprogramirali, da smo prišli do končnega izdelka
da dela tako, kot treba. Ne. Zdaj, zakaj smo se ravno za to odločili, bom rekel, ker je od vseh teh let, poleg recimo v drugem letu tistega električnega avtomobila, bila nekako najbolj zanimiva, ker jo lahko v bistvu od začetka do konca sami zmodelirajo in tudi sestavijo. V prejšnjih letih smo tudi določene modele kupili in na nek način dogradili, ta pa je popolnoma od samega začetka pa do konca bil, bom rekel, plod njihovega dela in pa njihove ustvarjalnosti. Sicer pa je namen tabora mlade navdušence za tehniko in naravoslovje pritegniti k ustvarjalnemu delu in razvoju v svetu novih tehnologij. Udeležba dijakom med drugim pomaga pri samem izobraževanju in tudi odločitvi za naprej. Jaz sem se odločil, da sem udeležil tega tabora, predvsem zaradi vidika tega, ker letos imam maturo. In bom tudi to izdelek uporabil kot za izdelek za maturo. Veliko sem novega odkrila in tako. Nisem imela še veliko izkušenj iz kakega programiranja, modeliranja in sem zdaj nekako dobila prve izkušnje. Ta tabor je nastal kot ideja ene nagrade, če lahko tako temu rečem, da nagradimo tiste najbolj zagnane dijake, ki hočejo nekaj več, hkrati da pokažemo našo odgovornost, v bistvu, da ustvarimo kader, lokalno kvaliteten, v bistvu znani, pustimo te sledi tukaj in mora biti, da se nenazadnje dijaki odločajo za študij energetike ali naravoslovja, strojništva, fizike, kakorkoli, kar lahko prispeva v bistvu še boljšem delovanju energetskih objektov. Ja, Fakulteta za energetiko skupaj s partnerjem Gen Energijo dejansko že 5. leto zapored organizira poletni tabor energetike. V tem času smo dejansko pripravili različne tematike od obnovljivih virov do tudi jedrske energetike, robotike, avtomatike, tako da nekako dijake skušamo s tem seznaniti s dejansko področjem energetike. Kot še poudarjajo organizatorji, se mladi odlično znajdejo pri reševanju praktičnih izzivov in so vsako leto znova navdušeni tako nad njihovim znanjem kot delovno vnemo. V Brežicah je minuli konec tedna potekal 6. mednarodni otroški pevski festival. 2 polfinalnima večeroma je v nedeljo sledil osrednji dogodek, na katerem je nastopilo 25 finalistov od skupno prijavljenih 154 pevcev. Na finalnem večeru se je predstavilo 25 pevcev in kar nekaj je takšnih, ki se brežiškega festivala redno udeležujejo. Ovo mi je 3. godina. I imala sam već 2 godine jako lijepo iskustvo i jednostavno sam rekla zašto ne i ove godine. Isto tako i sa mnom, ovo mi je 3. put i meni je ovdje prelijepo svake godine. Obožavam pjevati na velikoj pozornici kao što je i ovdje i meni je sve odlično ovdje. Tisti, ki so se na festivalu predstavili prvič, pa so v tem prepoznali predvsem novo izkušnjo in tudi odskočno desko. V bistvu mi je prvič povedala moja učiteljica za petje, Saša, in je rekla, da je probi, pa smo rekla, ok, nova izkušnja, ful se veselim, ful sem navdušena, malo sem živčna, ampak vsaj to se mi tak zmeri. Ker sem hotela nekaj novega probati in me veseli me, da pojem in sem se hotela prijaviti, ker se bo to zapisalo v moje dosežke. Tik pred samim začetkom festivala smo pokukali v zaodrje, kjer so potekale še zadnje priprave. Tukaj sem, da jih polepšam, tiste, ki še to potrebujejo, sicer pa se tudi sami že olepšajo, mamice jim pomagajo, tisti, ki pa rabijo še kaj več dodatka ali pa tako pa pridejo k meni. To je bil nastop Eve Mozetič, ki nam je zaupala razloge za izbor Ditkine pesmi. Če pogledaš tako bolj površno, se zdi tako malo bolj žalostna tako. Ampak če pa pogledaš bolj noter, pa je taka bolj vesela. Tudi letošnji mednarodni otroški pevski festival Brežice je opozoril nase z odličnim naborom nastopajočih. Festivala, ki sicer poteka v 3 starostnih kategorijah v razponu od 6 do 17 let, so se udeležili pevci iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Bolgarije in Ukrajine. In nas veseli, da se pevci iz različnih držav, se mi zdi, da se vsako leto bolj širi ta naša veja.
postajamo mednarodni v pravem pomenu besede, ker gre reklama sama od ust do ust in organizatorji drugih festivalov nas tudi kontaktirajo, bi radi sodelovali. Manje više kod nas dolaze djeca koja su već stvarno talentirana već na neki način, pogotovo starija kategorija od 14 do 17 godina, već to nekako izučeni pjevači koji sa svojim mentorima dolaze pripremljeni i to su već djeca koji su na neki način već i svoje, ajmo reći, nekakve svojevrsne zvijezde, nastupaju po tim televizijskim talent showovima i stvarno je tu konkurencija jako je velika. S finalnim večerom so organizatorji sklenili še en uspešen festival, v mislih pa so že pri pripravi naslednjega. Pred nami je z volitvami obarvana jesen. Novembra nas čakajo lokalne in županske volitve. Svojo kandidaturo za župana mestne občine Krško je prejšnji teden napovedal Janez Kerin iz Leskovca pri Krškem. Prednosti vidim predvsem v tem, da sem v zadnji mandatu bil opravljal funkcijo predsednika nadzornega odbora mestne občine Krško in kot takšen sem dejansko spoznal zelo podrobno delo te mestne občine Krško, kakor tudi delo, ki ga upravljam po poklicni liniji, se pravi, natanko vem, kaj se ne sme delati in kako se mora delati in to želim tudi prenesti na našo lokalno skupnost. Gospod Janez Kerin, kandidat za župana mestne občine Krško, je tudi član društva Modra smer, tako da mi smo imeli redni zbor v ponedeljek 22. avgusta, kjer je predstavil svojo kandidaturo, kjer se je tudi sam predstavil svojim programom. Moram povedati, da je zelo dober, debilen kandidat. Mi smo se takrat odločili, da bomo na nadzornem odboru dali še to funkcijo, da se o tej podpori odloči, ker nas je zaprosil, če bi postali njegov zastopnik, da bi ga zastopali na lokalnih volitvah za župana mestne občine Krško. Še pred lokalnimi bodo 23. oktobra na vrsti predsedniške volitve. Prejšnji teden so začeli teči opravilni roki oziroma zbiranje podpisov za tiste, ki želijo kandidirati, a nimajo podpore strank. Med njimi je tudi Nataša Pirc Musar, ki se je prejšnji teden mudila v Brežicah. Povabili smo jo k pogovoru, beseda je tekla o izzivih, predhodnikih, drugem bloku jedrske elektrarne in otroštvu na Bizelskem. Gospa Nataša Pirc Musar, lepo pozdravljeni. Dober dan. Začeli ste z zbiranjem podpisov za podporo kandidaturi za položaj predsednice države. Danes se mudite tukaj v Brežicah. Tako za začetek me zanima, kaj opažate med državljani, kakšen je sprejem na terenu? Jaz vam moram povedati, da se jaz tako dobro počutim na terenu med ljudmi. Mene ti stiki osebni z ljudmi bogatijo že celo življenje, ne samo, kadar hodim po domovini, ampak tudi, ko hodim po tujini. In neskončno sem vesela, da je tudi zdaj v tem trenutku, ko sem se odločila kandidirati za predsednico republike, točno tako. Prijetno, toplo, srčno. Kako je v Brežicah konkretno? Moram povedati, da sem bila tako vesela. Rebeka Dremelj me je prišla pozdraviti, Nuša Derenda me je prišla pozdraviti, dati podporo. Ogromno enih ljudi, se jih niti prešteti ne znam vseh. Moram pa še eno stvar povedati. Moja mama je z Bizeljskega, torej iz teh koncev. Jaz sem se v svojih mladih časih veliko zadrževala na Bizeljskem, ko smo hodili obiskovati našo staro mamo na Drenovcu pri Bizeljskem je doma, tako da imam izjemno lepe spomine na te kraje iz svoje mladosti. Moja mama je vedno rada hodila k svoji mami, mislim, da smo šli vsaj 2-krat na mesec, ko sem bila jaz v osnovni šoli, še po stari cesti, ko ni bilo avtoceste. Skratka, lepe spomine na te kraje in lepo je pri vas. Kdaj mislite, da boste zbrali 5000 podpisov, kolikor je potrebnih za vložitev kandidature? Jaz sem prepričana, da jih bomo prej kot v 30 dnevih, kolikor je časa na voljo. Moram se pa jaz zavedati in seveda tudi vsi ostali, da je to izjemen logističen projekt. Jaz za seboj nimam nobene politične stranke, no v Ljubljani in še v parih krajih mi pomagajo moji pirati, stranka, ki so meni blizu, ker se ukvarjajo z informacijskimi tehnologijami, posegi v zasebnost. Skratka, to terensko delo je sila zahtevno, ampak danes je drugi dan, številke gredo gor in sem prepričana, da bomo predčasno zbrali teh potrebnih 5000 podpisov za vložitev
vložitev kandidature. Že imate ta podatek, koliko podpisov ste izbrali? Ne, nismo še merili, zato ker zdaj v glavnem koordinatorji to držijo pri sebi. Namreč treba je dobiti papir, to potrdilo, to podporo predsedniškemu kandidatu oziroma kandidatki. Namreč ne vem, če vaši gledalci, gledalke vedo, na tem listku namreč ni imena kandidata, ki mu daš podporo, to je ena specifika in je potrebno seveda overiti to na upravni enoti in dati koordinatorju ali samemu kandidatu v roke. Do petka se bodo te podpore stekale v naš volilni štab in takrat bomo pa že približno vedeli, kje smo. Javnomnenjske raziskave vam kažejo dober rezultat, po zadnjih ste predvsem ostalimi kandidati, pa me zanima, zakaj ste se pravzaprav sploh odločili za kandidaturo? To me vsi vprašajo, ne? In kar nekaj časa sem razmišljala o tem, tehten premislek je bil. Glavni razlog je bil pravzaprav ta, da mi je veliko ljudi reklo, Nataša, ne samo govoriti, ne se samo oglašati kot neka civilna družba, pojdi enkrat v politiko, naredi nekaj. Do te odločitve sem vedno govorila, premlada sem, ne znam še dosti. Jaz imam danes 54 let in lahko rečem, da je znanja se nabralo že nekaj, ne še dovolj, vsak dan se učimo, da sem morda z leti postala ne samo pametna, pa nikoli nisi dovolj pametna, ampak bolj modra, zrelejša v tem, kar počnem. In nekako se mi zdi, da sem na vrhuncu nekega ustvarjalnega, intelektualnega potenciala in da pri teh letih res lahko še veliko dam. Energije imam dovolj, znanja tudi in če mi uspe, vam povem, da bom z največjim veseljem garala za Slovenijo. Kakšen bi po vašem mnenju moral biti predsednik oziroma predsednica države? Vas bom tako vprašala, kako pravzaprav dojemate to funkcijo, ker mnogi namreč menijo, da gre zgolj za protokolarno funkcijo, da pravzaprav predsednik nima pooblastil. Ali menite drugače oziroma kje vi vidite tisti izziv, ki bi ga morda lahko doprinesli? Če bi verjela, da je predsedniška funkcija samo protokolarna, se tega podviga ne bi lotila. Jaz ne rabim nekega blišča in soja žarometov in biti figura sicer na vrhu države. Jaz iskreno verjamem, da se marsikaj da narediti. Res je, da je pristojnosti predsednika oziroma predsednice republike na papirju zelo malo, ampak neposredna izvolitev predsednika oziroma predsednice daje tej osebi, ki pride na ta položaj, neizmerno moralno moč, torej avtoriteto. Jaz se ne bojim biti moralna avtoriteta. Jaz zadnjih 30 let v Sloveniji dokazujem, da si upam, da se znam oglasiti takrat, ko je potrebno, da povem, kar mislim. Predvsem se pa vedno oglašam takrat, kadar se mi zdi, da zdrsnemo v teh demokratičnih vrednotah, da je pravna država v nekem stresnem testu, da je demokracija v nekem stresnem testu. Skratka, predsedniška funkcija se mi zdi je vendarle takšna, da lahko z svojo avtoriteto poskuša politiko in ljudi poenotiti v določenih ključnih točkah, ki so pomembne za razvoj naše države. Veste, vse države po tem svetu bi morale znati strateško planirati. Moja največja žalost ali pa travma, če pravzaprav hočete, je ta, da opažam zadnjih nekaj desetletij v slovenski politiki to, da vsaka vlada, ko pride na novo na oblast, najprej počisti vse za staro vlado, govorimo o kadrih, in začne vse projekte z nulte točke, praktično vse. To nas je že potisnilo v zaostanek pred državami članicami Evropske unije, ki so hkrati stopile z nami leta 2004 v to izjemno pomembno evropsko integracijo. Jaz sem si zadala, veste, cilje pri tem, kaj bi želela doseči. 4 ključne točke imam v tem svojem programu, ki bi jih želela predstaviti, če mi uspe, seveda ključnim deležnikom v slovenskem političnem prostoru. Prva je zdravstvena reforma. Nekako zadnjih 20 let opažam, kako vsaka vlada govori, bomo zmanjšali čakalne vrste, vsak mora imeti svojega zdravnika. Mi smo danes na točki, ko je 130 000 Slovencev brez družinskega zdravnika, ko je 200 000 žensk brez ginekologinje ali ginekologa. Meni se to zdi nedopustno. In zdravstvena reforma je
klasična reforma, ki se jo ne da narediti čez noč, se jo niti ne da dobro narediti v 4 letih. In jaz bi si iskreno želela, da slovenska politika spozna, da na strateških projektih mora biti neka kontinuiteta. Tudi če se vlada zamenja, je potrebno te strateške projekte peljati iz ene vlade v drugo. Drug tak problem, s katerim se vsako leto bolj soočamo, je pokojninska reforma. Populacija se stara. Nismo izjema, tudi Slovenija. Povsod po svetu je zdravstvo toliko napredno, toliko doseglo, da se vse populacije po vseh državah sveta starajo. In tudi tu se mi zdi, da gre za strateški projekt, ki se ga moramo zavedati ne za 4 leta, ampak za 10, mogoče 20 let. Tretja izjemno pomembna točka, ki se pa ne tiče samo Slovenije, so pa podnebne spremembe, ekosistemi. Ko se z mladimi pogovarjam po terenu, jih velikokrat vprašam, pa kaj si želite? Ne? Seveda, stanovanje, službe. A ne? Ampak veste, da mi veliko mladih reče, želimo si zdravega okolja. Mi smo danes na položajih, ko moramo za tiste, ki prihajajo za nami, poskrbeti, da bo ta naš planet obstal. In podnebne spremembe in ekosistemi so zagotovo nekaj, kjer mora ne samo slovenska politika držati skupaj, ampak svetovna politika. Tu ima predvsem Evropska unija kot ena bolj razvitih inštitucij na tem supranacionalnem nivoju veliko moč in obveznost do revnejših držav. Morda na tem mestu samo en stavek. Industrijskega razvoja se ne da ustaviti. Industrijski razvoj seveda pomeni onesnaževanje. Ampak mi se moramo zavedati, da izpusti škodljivih plinov v naše okolje škodijo našemu planetu. In že znotraj Evropske unije in tudi znotraj svetovne grupacije, ko se govori o podnebnih spremembah, zadnji Glasgow, od Kjotskega sporazuma naprej govorimo o tem praktično na dnevni bazi, je vsem kristalno jasno, da je treba delati na tako imenovani podnebni nevtralnosti. Kaj to pomeni? Toliko škodljivih izpustov, kot jih izpustiš na ta naš lep planet, toliko jih je treba nevtralizirati. Ne? In pogozdovanje je ena klasičnih metod za to podnebno nevtralizacijo. Več kot 60% Slovenije je pokrito z gozdovi. Mi smo tukaj lahko vzorčen model, kako naj se ravna z gozdovi in kako ogljikov dioksid, ne nazadnje tudi metan, izničiti z množico zelenih površin. 4. točka je pa obramba. Zdaj, predsednica republike, če bom postala, bo seveda vrhovna poveljnica oboroženih sil. In tukaj se moramo zavedati, da je varnosti več, ne samo obrambna. Jaz sem pristaš tega, da Slovenija ostane v NATO. Na bližino vojne, kateri smo ji priča danes, jaz upam, da je vsem jasno, da ta kolektivna obramba, predvsem pri majhnih državah, edino lahko pomaga, če bi se tudi nam kdaj takšnega zgodilo. Ampak kot predsednica bi seveda gledala malce širše. Ne samo obramba, pod katero pač poznamo orožje, vojake, ne, ampak tudi prehranska varnost, energetska varnost. To so danes stvari, ki pravzaprav gredo z roko v roki. Kibernetska varnost, če je ena izjemno pomembna, veliko se ukvarjam z modernimi tehnologijami. Pod te 4 točke se seveda da najti mnogo podtočk. Medgeneracijsko sodelovanje je nekaj, na čemer sem navdušena, ko hodim po terenu, kako lahko mladi in starejši naredimo nekaj dobrega skupaj. Skratka, to je ena taka moja kratka vizija, česa si želim. No in glede na to, da smo danes, oziroma da ste danes v Posavju in glede na to, da gre za regijo, kjer ima energetika precejšen vpliv, me zanima, kakšno je pravzaprav vaše stališče do drugega bloka jedrske elektrarne Krško? Jaz sem absolutno za jedrsko energijo, vam bom tudi povedala zakaj. Dejstvo je, da zdaj, ko poglobljeno študiram te podnebne spremembe, se pogovarjam z okoljevarstveniki, je jasno, da se bomo morali fosilnim gorivom odpovedati. Mislim, da smo tudi z vidika hidrocentral v Sloveniji praktično že tam, ko gradnja novih ni več možna. Mi smo izkoristili ta vodni potencial. Nuklearna energija je tudi strani Evropske unije priznana kot recimo čista zelena energija. In jaz mislim, da je prihodnost tudi za Slovenijo zagotovo NEK2. To je tisto, kar lahko reši našo energetsko danes odvisnost morda od teh fosilnih goriv ali še česa. Res pa je, da je pri nuklearni energiji seveda veliko pozornost potrebno posvečati odpadkom, torej jedrskim odpadkom. To je stranski produkt tega, ampak kot lahko vidimo v Krškem, blizu Brežic, v Sloveniji skupaj s Hrvati znamo poskrbeti za rekla, čisto in zgledno skladiščenje radioaktivnih odpadkov. Kandidaturo vas je napovedalo 14 kandidatov oziroma kandidatk. Kaj menite o svojih tekmecih, če se tako izrazim?
Veste, da se pretirano z njimi ne ukvarjam, potrebno je spoštovati čisto vsakogar, ki se je odločil za kandidaturo. Seveda smo zdaj v vrhu trije, a ne absolutno gospod Anže Logar, Marta Kos. Mislim, da se bo med nami tremi seveda odvil ta boj, mogoče ni primerna beseda, ampak ta duel ali pa trio, ne. Na koncu sem prepričana, da bo zmagovalec eden od nas treh. Kar nekaj predsednikov smo imeli. Kateri vam je morda najbližji ali morda nekakšen vzornik, če bi vas volivci izvolili na to funkcijo? A veste, da sem veliko razmišljala o predhodnikih na tej funkciji in pri vsakemu najdem nekaj dobrega. Če bi se znalo narediti miks vseh, koliko smo zdaj imeli, 4 predsednike, ja. Gospod Kučan je državo vodil pravzaprav v najtežjih časih, obdobju osamosvajanja. Gospod Kučan in gospod Danilo Türk sta tudi oba moja podpornika. Jaz sem bila neizmerno vesela, da sta oba prepoznala, da sem lahko njuna dosledna naslednica. Skratka, gospod Kučan izjemno dobro pozna Balkan. Danilo Türk, diplomat, vrhunski človek, Slovenec, ki je bil do sedaj po mojem najvišje v nekih pozicijah v večjih mednarodnih institucijah. Njegovo poznavanje mednarodnih odnosov, njegovo poznavanje Organizacije združenih narodov, njegova mirnost nenazadnje je nekaj, kar sem vedno izjemno občudovala. No, še eden pred gospodom Türkom je žal pokojni predsednik Drnovšek, izjemno pragmatičen politik, miren, preudaren, všeč mi je bil, morda celo bolj na koncu, ko se je malce srečeval z svojo minljivostjo, ko je vendarle prepoznal, da lahko tudi do sočloveka pristopi malce drugače, da ni dobro, če je kot ledeni kralj, a ne zaprt v svoje prostore, je šel več med ljudi, mi je bilo všeč. Gospod Borut Pahor je pa človek, ki je zasedal vse ključne pozicije v državi. Ni ga slovenskega politika, ki bi bil na vseh teh položajih, ki jih je zasedal gospod Pahor. Veliko je naredil za Slovenijo. Seveda sem ga imela pa malce bolj na očeh, ker je vendarle zadnji predsednik, zadnjih 10 let je soustvarjal slovensko politiko na tej poziciji. Večkrat sem povedala, da sem mu malček zamerila, ker se je premalo oglašal. Nekako sem imela občutek, da se boji biti moralna avtoriteta. Večkrat je rekel, ja, jaz želim biti predsednik vseh. A veste, vsak predsednik, predsednica je predsednik vseh. Ampak vsak predsednik mora imeti pogum, da kdaj pove, kar si misli, pa se morda tudi komu zameri. Nekako sem pa imela občutek, da je gospodu Pahorju bilo bolje biti v neki coni udobja. Jaz se tega ne bojim. Ko javno spregovoriš, boš doživel kritike, jaz sem tega vajena in me tega ni strah. Boste torej oglašali? Bom. O primernem času, primernem kraju. Velikokrat me vprašajo, če se bo predsednik vpletal v delo vlade. Absolutno ne, to ni naloga predsednika. Vlada mora svoje delo opravljati. Jaz gospodu Golobu absolutno zaupam, da bo to vlado vodil dobro. Na strateških projektih, ki sem jih omenila, pa brez pomoči vlade seveda ne gre. Tu je pa potrebno sodelovanje. Morda še kje vidite izziv, kje bi vi lahko doprinesli kot predsednica države? Pravijo, da je čas za prvo žensko. Pa ne samo to, da sem ženskega spola. Jaz predvsem mislim in vem, zdaj po vtisih iz terena, da ljudje zaupajo mojemu znanju, mojemu zdravemu razumu. Zagotovo se bom tudi jaz, podobno kot gospod Pahor, veliko gibala med ljudmi, ampak tisto, kar bom na terenu slišala, da ne štima, da je potrebno popraviti, ne bom tiho, ampak bom k sebi poklicala ključne ljudi, ki lahko stvari, ki jih bom opazila, da niso v redu, da se jih popravi. Mislim, da tudi to je ena od pomembnih nalog predsednice republike. Gospa Nataša Pirc Musar, zahvaljujem se vam za pogovor. Hvala tudi vam za priložnost. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.